Na nedeljskih predsedniških volitvah v Črni Gori je zmagal predsednik Demokratske stranke socialistov Milo Đukanović. 56-letnik je dosegel 53,8% vseh glasov. Takoj po zmagi je svoje politične nasprotnike pozval k tehtnemu premisleku o njihovem političnem položaju. Đukanović sprejema rezultat volitev kot željo volivcev, da nadaljuje približevanje evroatlantskim integracijam. Sam se namreč svojo politiko oddaljuje od zavezništva z Rusijo. Sicer pa je med pomembnimi izzivi Črne Gore izpostavil dvig standarda, boljši gospodarski razvoj in polno zaposlenost. Na volitvah je Đukanović premagal Mladena Bojanića, poslovneža, ki je dosegel približno 33% glasov. Njega pa podpira zveza strank, ki si želi tesnejše povezave z Rusijo. Več tisoč Poljakov je včeraj protestiralo na maršu za svetost življenja proti splavom. Protest so organizirale krščanske organizacije. Slogani Zarodek je otrok, človekova pravica do spočetja, ne bojte se življenja, so zahtevali strogo izvajanje prepovedi splava. V skladu s sedanjimi pravili je splav na Poljskem dovoljen v 3 okoliščinah. Ko gre za nevarnost za materino zdravje, če je bila posiljena ali gre za incest, ter kadar testi kažejo resno, nepopravljivo škodo za plod. V preteklih letih je že 10 tisoč Poljakov, oblečenih v črno, protestiralo po vsej državi proti poskusu vladajočih konzervativcev in močne katoliške cerkve, da bi prepovedali večino splavov. Predlog zakona, ki ga je parlamentu poslala parlamentarna skupina Stop splavu in ki ga je januarja že odobrila nadaljnja razprava v spodnjem parlamentarnem domu, bi odstranil 3. kategorijo. Ta trenutno zajema več kot 90% pravnih splavov. Ob tem pa so poljski katoliški škofje marca pozvali zakonodajalce, naj pokažejo brezpogojno spoštovanje vsakega človeka v vseh trenutkih svojega obstoja. Medtem ko je meja med Severno Korejo in Južno Korejo ena od najbolj utrjenih na svetu, je na drugi strani Severne Koreje meja s Kitajsko precej drugačna. V ograji in na rekah imajo namreč kar vrzeli, stražarji pa jo pregledujejo z daljnogledi. Ponekod so ugledni stolpi celo prazni. Mejna reka pa je pravo prizorišče zelo aktivne dejavnosti. V enem od delov Linjanga v reki Jalu namreč mrgoli polno severnih Korejcev, ki iščejo zlato. Sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov o zlatu so za Severno Korejo zahtevne, ob tem pa ni uradnega izvoza zlata iz Severne Koreje na Kitajsko. Kitajski zakoni pa preprečujejo, da bi njihovi državljani prestavili zlato v reki. Obmejni domačini na kitajski strani pa so se že izpovedali, da Severni Korejci pogosto pridejo do njih in z njimi trgujejo z drugimi dobrinami od mila do sadja. Po drugi strani pa jih, če pride do kraj, kitajske oblasti tudi takoj pošljajo na drugo stran meje.